Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro. Dober dan, dobrodošli, dragi poslušalci, v minutah za dobrodelnost. Z vami sem Maja Morela. Kot gost pa se mi je tokrat pridružil nacionalni koordinator Young Caritas oziroma kot radi slovenimo, Mlade Caritas, Luka Oven. Luka, živjo, pozdravljen. Živjo, lep pozdrav. Ja, 5 let ste praznovali, Luka. Tukaj sva, da rečeva kakšno na to temo. Morda se ta številka zdi komu majhna, komu velika. Kako bi rekel, da ste v tem časovnem obdobju kot ekipa zrasli? Zelo smo zrasli, bi rekel. Sej na Caritas z mladimi delamo oziroma so delali že, bi rekel, več desetletij. Recimo program Počitnice biserov poteka že od leta 2005. Ampak smo pa nekako, oziroma se je prepoznali v Caritas, da si želimo pa tudi sistematičnega dela z mladimi. In ta obletnica 5 let pomeni, da od takrat, se pravi od leta 2019, smo se zavezali kot organizacija k temu, da bomo mlade bolj vključevali v naše projekte, pa tudi v vse druge procese, bi rekel, ko se odloča o stvareh, o strateških načrtih in tako naprej. Se vam zdi pomembno, da mladi sodelujejo pri takšnih odločevalskih? Ja, pomembno nam je zato, ker mladih je čedalje manj, demografska slika vemo, kakšna je, in zaradi tega imajo tudi njihov glas je manj slišen, manj glasu imajo in je pomembno, da jim damo, da ga malo opolnomočimo, da jim damo malo več prostora, bi rekel. Pa bi rekel, da se ravno v tem Mlada Caritas razlikuje od drugih mladinskih organizacij, ali v čem, kaj je tista posebnost? Jaz bi rekel, da naša posebnost je pa po drugi strani ravno to, da smo v organizaciji zelo različne generacije in da bogatimo drug drugega. Večina prostovoljcev, se pravi v župnijskih Caritas, je, bi rekel, starejših, kar ni skrivnost, ampak mi v tem vidimo eno ogromno bogatstvo, eno ogromno znanje, modrost, ki ga mladi tudi črpamo z veseljem. Pa je še kakšna takšna stvar, kaj lahko mladim ponudite, česar jim druge organizacije morda teže ali pa ne morejo? Zdaj, mislim, da vsaka organizacija ima neke svoje pluse in minuse, bi rekel. Pri nas je en velik plus tudi, bi rekel, naše vrednote, naši temelji, etična načela Caritas in pa ne nazadnje tudi vera. In marsikater mlad v tem vidi, bi rekel, tudi neko svoje poslanstvo ali pa nekaj, s čemer lahko tudi izraža en del svoje vere in da mu mi pri tem lahko pomagamo. Ja, dejavna ljubezen je tista, ki nas jo uči Jezus, a ne? Tako. Ja, v 5 letih se lahko zgodi veliko premikov. Katere bi še posebej izpostavil, Luka? Jaz bi predvsem izpostavil tudi naše mednarodno sodelovanje, ker Young Caritas se imenujemo zato, ker je to v bistvu združenje vseh mladih v Caritas, bi rekel, po celi Evropi in po vsem svetu, ne nazadnje. In v zadnjih 5 letih smo se tudi bolj, bi rekel, odprli tudi v tujino, kjer z veseljem sodelujemo pri najrazličnejših pobudah. Jaz sem, na primer, od letos je v Caritas Evropa v izvršnem odboru tudi predstavnik mladih za Evropo in to sem jaz. Sem uspel na kandidaturi in so me izvolili. Čestitke. Hvala. Tako da bi rekel, ta odprtost tudi za sodelovanje z drugimi organizacijami Caritas v Evropi. Po drugi strani pa si predvsem zdaj želimo tudi vstopiti bolj v župnije in mladim ponuditi tudi izkušnjo Caritas v župniji. Se pravi še korak tja. Rekel si že, da mladim pomeni vaša organizacija neko poslanstvo, kjer se lahko izpopolnijo, razvijajo svoje talente. Kako bi rekel, da je organizacija vplivala nate? Kako si v sodelovanju z njo oziroma odkar si vključen vanjo zrasel ti? Ogromno. Jaz, ko sem prišel na Caritas, se pravi leta 2017, marsikatere stvari nisem znal, nisem vedel, vse se mi je zdelo tako veliko, ampak je bil Caritas je in se trudimo, da je tak nek spodbuden prostor, kjer lahko res razvijaš svoje talente. Se sprobaš tudi na napakah, kaj naučiš in nič ni narobe, če jih delaš. Tako da jaz sem se ogromno naučil in se še učim in vem, da se imam še veliko za naučiti. Ampak ja, Caritas nudi ta prostor. Torej, ta razvoj, ki poteka pri mladih, ki jih vi opazujete, s katerimi sodelujete, a vidite, vi, ki ste zaposleni v tej organizaciji, vidite smisel v tem ali
V čem je smisel? Ja, mi vedno pravimo, da v Mladi Karitas naš prvi, mi rečemo uporabnik, uradno, se pravi, naša prva oseba, s katero delamo, so prav mladi. Recimo v nekem projektu so mladi, čeprav so oni prostovoljci, in potem sekundarni uporabnik so pa recimo tisti starejši otroci s posebnimi potrebami, otroci v stiski. Tisti, katerim tem prostovoljci pomagajo. Se pravi, naš prvi cilj je pravzaprav, da razvijamo te mlade prostovoljce in da se oni razvijajo. Moraš si kdo tudi razreši kakšne svoje stiske, travme iz družine, iz otroštva, kakorkoli. In tudi tu, na to dajemo res velik poudarek. Kaj pa je ta organizacija, če tako pogledava malo širše, dala Sloveniji in vsem njenim prostovoljcem, oziroma kdo se zgleduje po kom? Se vaši mlajši prostovoljci zgledujejo po starejših ali bi se lahko tudi starejši zdaj že kaj naučili od mlajših? Bi rekel, da je vzajemno. Mladi se marsikaj naučijo od starejših, predvsem bi tukaj rekel potrpežljivosti, neke marljivosti, vztrajnosti, kar mladim nam včasih v tem svetu, ki je vse tako na hiter, nam manjka tega in nekako ne znamo tega ovrednotiti. Ampak tukaj se naučimo, res, da se nečesa lotiš po korakih in čakaš, da dozori. Po drugi strani pa opažamo, da starejši so pa zelo veseli, ko jih pa mladi naučijo kakšnih novih stvari, predvsem tukaj govorimo o kakšnih digitalnih zadevah, pa ne samo to, tudi recimo mladi vstopamo na neka področja, ki včasih za Karitas niso pa značilna, kot so recimo ekologija, mlade zelo zanimajo migracije, se pravi take stvari, ki mogoče do zdaj niso bile tako značilne za Karitas, pa jih mladi nekako prinašamo v Karitas. Tako da lahko kot družba skupaj rastemo pravzaprav. No, če se vrneva na praznovanje 5. obletnice, za nekatere, že kar nekaj let borbe, izzivov, ki so prišli, k temu ste morali kar nekaj jih premagati, pa me zanima, kako ste ovekovečili, kako ste praznovali? Praznovali smo čisto po naše, bi rekel, skromno, po Karitasovo, po Young Karitasovo. Najprej smo imeli za vikend nacionalno srečanje prostovoljcev, se pravi vseh iz nacionalne ravni, škofijskih Karitas, tudi nekaj jih je bilo iz župnijskih Karitas. To je bilo zdaj v oktobru. Tako, to je bilo v oktobru. To smo imeli v samostanu v Adelgasu, kjer nas je župnik Slavko prav lepo sprejel. In potem smo tudi v Adelgasu po tem srečanju naredili še to naše praznovanje, kjer smo predstavili, bi rekel, kaj smo do zdaj v teh 5 letih dosegali. Se pravi, da smo se povezvali s škofijskimi Karitas, da tudi na škofijskih Karitas delujejo mlade Karitas. Imeli smo nekaj zabavnega programa, potem neka čisto skromna pogostitev, tako da samo to, da smo res dali nekako, da je to neka prelomnica in da zdaj mogoče da si spet zastavimo neke nove cilje, da potem lahko spet praznujemo čez 5 let 10. obletnico. No, ko smo že ravno pri ciljih, v naslednjih letih, kakšni so? Najbolj nekako se zdaj opiramo oziroma oziramo v naše župnijske Karitas. Iz marsikatere je že dlje časa nekak klic na to, da bi vključili tudi mlade. Tukaj predvsem vidijo tudi potencial v birmanskih skupinah, kjer mogoče bi bila tudi tema karitativnosti zanimiva tudi za otroke in za birmance. Tako da to je eden od naših ciljev, po drugi strani pa, da še bolj ukrepimo tudi naše mednarodno delovanje, da naše prostovoljce, ki tudi jih zanimajo te teme, da jim nekako pomagamo, da mogoče razvijajo kakšne ideje, projekte tudi v tujini, ali je to za pomoč kakšnim državam za zbiranje sredstev, ali so tu kakšne delovne akcije v tujini, skratka. Po eni strani se oziramo v tujino in v svet, po drugi strani pa gledamo zelo lokalno, skupnostno v naše župnije. Torej imate pokrite vse fronte. Tako. No, krasno. Luka Oven, najlepša hvala. Bom rekla takole, da še na najmanj naslednjih 5 let in upam, da bodo uspešna, da se ob 10. obletnici ponovno srečajo tukaj v studiu, če ne že kaj prej. Tako, hvala lepa. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet. S prošnjo po pomoči se je na Karitas obrnil starejši gospod, ki prejema nizko pokojnino. Z njim živita še sin in vnukinja. Sin je bolen in prejema nadomestilo za brezposelnost, ki se mu izteka. Vnukinja pa je srednješolka.
Sredi pretekle zime se jim je pokvarilo ogrevanje. Zdaj prosijo za pomoč pri nakupu nove peči, da jih to zimo ne bo zeblo. V imenu Slovenske Karitas iskrena hvala za vaš dar, ki ga lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo upanje 5 ali upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V tokratnem pogovoru z nacionalnim koordinatorjem Young Caritas Luko Movnom smo osvetlili praznovanje 5. obletnice slovenske mlade Caritas. Prostovoljci so zasluženo praznovali v samostanu v Adragasu, kjer so imeli srečanje z vsemi ravnmi Caritas pri nas z namenom povezovanja. Slednje je bilo namenjeno tudi postavljanju novih ciljev, s katerimi želijo na župnijskih Caritas vzpodbuditi mlade Birmance, ki bi lahko postali prostovoljci polni dejavne ljubezni, in slednja je ena izmed temeljev krščanske vere. To je bilo vse za danes. Najlepša hvala za pozornost, spoštovani poslušalci. Z vami sem bila Maja Morela. Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.